Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu, ki že dolgo išče podporo kristjanov za Izrael tukaj v Ameriki, pogosto hvali evangelike kot najtesnejše zaveznike Izraela in pripisuje krščanskim sionistom zasluge za postavitev teoloških temeljev sodobne judovske države. Vendar se zdi, da prihaja do generacijskega premika. Saj ankete kažejo, da mlajši evangeliki in progresivni kristjani bistveno manj podpirajo dejanja Izraela. Kako se bo ta ključni odnos razvijal? Prisluhnimo oddaji American View. Zelo sem vesel, da se nam v oddaji American View pridružuje Sandra Hagi Parker, predsednica sklada Christians United for Israel Action Fund. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam pridružili. Začel bi z vprašanjem o velikem vrhu Kufi, ki ta teden poteka v Washingtonu in to v zelo ključnem času. Kakšno je vzdušje? Hvala, da ste me povabili, Mike. Moram reči, da je biti v Washingtonu DC v času 250. rojstnega dne Amerike se zdi kot božja previdnost. Seveda, ko smo pred leti načrtovali, da bo naš vrh potekal na te datume, nismo vedeli, v kakšnem položaju bomo glede Izraela in Irana. Zato je to res pravi čas. Vsi so vedno navdušeni, da pridejo na vrh. Tukaj imamo približno 4000 članov, ki so pripravljeni iti na Kapitol in govoriti o vprašanjih, ki so jim pomembna, kot del krščanske evangelijske skupnosti, ki stoji ob strani izraelskemu narodu in njegovim ljudem. Zdi se, da je to trenutno morda sem dramatičen, a zdi se kot prelomnica v odnosu med Izraelom in krščansko skupnostjo. Mislim, anketa za anketo kaže, da je zdaj razkol, da je manj podpore Izraelu med krščanskimi skupnostmi, še posebej med mlajšo generacijo. Čemu to pripisujete in kakšne so rešitve, če sploh obstajajo? Seveda. Mislim, da moramo za iskren pogovor priznati, da prihaja do generacijskega premika in da so nekateri iz te generacije kristjani, kaj ne? Niso samo kristjani tisti, na katere se vpliva. Gre za mlajšo generacijo in nekateri izmed njih pripadajo krščanski evangeličanski skupnosti. Ob tem pa ni nič nenavadnega, da mlajša generacija postavlja pod vprašaj vrednote in moralo generacije, ki je neposredno predhodila. To ni nič novega. To je nekaj, kar se dogaja v vsaki generaciji. Ljudje vedno izzivajo misli in ideale tistih, ki so bili pred njimi. Mislim, da to zdaj vidimo v ranem času. In seveda z vplivom tujih držav, ki niso naklonjene Izraelu, še posebej pa Ameriki. Pravkar smo videli, kako se ta tuji vpliv podžiga. Kar bi sicer bile le nekakšne običajne generacijske razprave o tem, kaj bo pomembno nam, novi generaciji. Kar se tiče rešitev, moramo narediti več stvari. Glejmo na to takšno, kot je. Torej, trenutna situacija, ki se dogaja z ameriško mladino, ni spontan aktivizem. To je plačana anarhija. Moramo razumeti in se strinjati, da je tuj vpliv v Združenih državah Amerike prisoten že več kot 20 let. To ni nič novega. TikTokizacija ameriške zunanje politike ni nekaj, kar se je zgodilo šele v zadnjih nekaj letih. Soočamo se z nasprotniki, ki svoje bitke načrtujejo v tisočletjih. In veste, Amerika je stara komaj 250 let. Mislim, da moramo pogovor pravilno zastaviti. Saj ni nič nenavadnega, mladi postavljajo pod vprašaj generacijo pred njimi. To še dodatno zaostrujejo tuji vplivi, kot so Kitajska, Katar, Rusija in drugi, ki izkoriščajo ameriško demokracijo. Preko naših šol, preko naših univerz poskušajo prevzeti mlade in jih prepričati, da mislijo, da je Izrael slab, a tudi Amerika. In način, kako se borimo proti lažem, je z resnico. Pri resnici ni prostora za sprenevedanje. Resnica ni to, kar jaz pravim, da je, ni to, kar ti praviš, da je. Resnica je to, kar Bog pravi, da je. In obstaja črno in obstaja delo. In to, kar počnemo pri Kristjanih združenih za Izrael, še posebej preko Kufi na kampusu in naših stotinah študentskih podružnic po vsej državi, je. Ne poudarjamo samo svetopisemskih resnic, ki govorijo, zakaj bi morali stati ob Izraelu in njegovem ljudstvu, ampak poudarjamo tudi razumske argumente. Ne glede na to, kako molite, ne glede na to, kako volite. Če vam je mar za lastno državo, če vam je mar za ameriško zunanjo politiko, če vam je mar za ameriško nacionalno varnost, potem je razumno tudi, da stojite ob naši najmočnejši zaveznici v regiji, državi Izrael.
Nekaj dodatnih vprašanj, ker veliko sodelujete z zakonodajalci, z vlado pri poskusu sprejemanja zakonodaje v podporo Izraelu. To je trenutno republikanska vlada, ki Američanom sporoča, da so iste države, ki negativno vplivajo na odnose med ZDA in Izraelom, Katarci, Turki in njim podobni, po mnenju te administracije pravzaprav prijatelji Amerike, da so zavezniki Amerike. Mislim, zdi se, da tukaj obstaja neka neskladnost. Kako to premagate? Naša strategija pri KAFI se nikoli ne spreminja. Ne glede na to, kdo je na oblasti, pa naj bo to v Združenih državah Amerike ali v Izraelu. In kot sem rekla, resnica je pomembna. S tem se borimo na veliko različnih načinov. Omenili ste zakonodajo. Pred leti je bil CUFI ključen pri sprejetju zakona, ki je določal, da Turčija ne more dobiti letala F-35 iz Združenih držav Amerike, dokler so tako zelo prijateljski. Z Rusijo in z nameščanjem orožja v njihovo vojsko bi to ogrozilo tako ameriško kot izraelsko kvalitativno vojaško prednost, če bi dobili F-35. Torej, veste, ne govorim v imenu predsednika ali administracije glede tega, če želijo pridobiti naklonjenost s tem, da pravijo, da so ti ljudje prijateljski. Je to njihova stvar. Pomembno je, da je po zakonu prepovedano početi takšne stvari za Turčijo. Kar se tiče Katarja, ena od stvari, na kateri organizacija Kristjani združeni za Izrael trenutno dela, kot na političnem vprašanju, tako na ravni zveznih držav kot na zvezni ravni, je omejevanje tujega vpliva v ameriških šolah. To se seveda dogaja na ravni koledžev in univerz. Videli smo, da se je to uresničilo po 7. oktobru z vsemi taborišči po vsej državi. Dogaja se tudi na srednješolski ravni. Dogaja se tudi od vrtca do konca srednje šole. Zato delamo na zakonih, ki ne prinašajo le večje transparentnosti in več razkritij glede tujega vpliva v ameriškem izobraževanju. Ampak tudi pripravljamo zakone na ravni zveznih držav, ki to popolnoma prepovedujejo, razen če guverner ne odobri izjeme. Ker je konec koncev Izrael obtožen zločina in prikrivanja, ki v resnici izvajajo druge države. In Izrael ne počne nobene od teh stvari. Še ena točka, ki ste omenili prej, in tudi sam to vidim z judovskega vidika. Če vzgajaš otroka v cionistični družini, pričakuješ, da bo odrasel kot cionist. In če ne, potem ti judovska krivda pove, da si nekaj naredil narobe. Govorili ste o tem, veste, gre za splošno generacijsko spremembo. Ampak otroci, ki odraščajo posebej v krščanskih, še posebej v krščansko-cionističnih družinah, ali opažate tam kakšen poseben trend, ki bi ga bilo mogoče obrniti prav za to določeno demografsko skupino? No, ne povem takole. Kako se ljudje odločijo, da se bodo identificirali, je njihova stvar. Ampak ne moreš biti kristjan in anticionist. Ne moreš. S tem pravzaprav praviš, da ne verjameš zelo velikim delom Svetega pisma. Od prve Mojzesove knjige do Razodetja je Sveto pismo cionističen dokument. Torej, ljudje, ki uporabljajo ta izraz, kot so ga naši judovski prijatelji že nekaj časa opažali, kot Judje. In to uporabljajo, da nekako legitimirajo svoj položaj. Zdaj kot kristjanka to ves čas vidimo pri Takarju. Sem kristjanka, to me žali. Čestitam. Preprosto ne verjameš zelo velikim delom Svetega pisma. Sveto pismo je cionističen dokument. Če si anticionistka, potem praviš, da nisi kristjanka. In razlog za to je mogoče povzeti v enem stavku. Dejstvo, da obstaja država Izrael, sodobna država Izrael. Sveto pismo zelo jasno pravi, ali se lahko narod rodi v enem dnevu. Dejstvo, da obstaja sodobna država Izrael in dejstvo, da so se Judje z vsega sveta vrnili tja živeti, kljub temu, da so tam neprekinjeno prisotni že 3000 let, je dokaz, da je Sveto pismo resnično in da Bog obstaja. To je razlog, zakaj obstaja nasprotovanje državi Izrael. Zato obstaja razlog za nasprotovanje Ameriki, ameriški izjemnosti, judovsko-krščanskim vrednotam, na katerih je bila ustanovljena naša država. Ker če Izrael ne obstaja, je Sveto pismo laž in Bog ni resničen. In veliko je ljudi, sovražnikov, tako tujih kot domačih, ki potrebujejo, da je to res, da lahko nadaljujejo s svojimi lastnimi ideologijami. Veliko smo govorili o tem, kaj je šlo narobe. Pogovorimo se o tem, kaj je šlo prav in kaj še naprej deluje dobro na mnogih različnih ravneh. In to smo videli, še posebej med vojno in v močnem odnosu med ZDA in Izraelom. Ta odnos ostaja močan na številnih področjih tukaj. Če nam lahko nekoliko podrobneje razložite, kaj je CUFI počel,
Kaj je vaše posebno krilo, sklad za ukrepanje, tukaj počelo za krepitev tega odnosa? In nekatere priložnosti in iskreno povedano tudi izzive v tem trenutku. Seveda. Najprej bi rada začela s tem, da samo zato, ker je nekaj priljubljeno na družbenih omrežjih, to še ne pomeni, da je to resnica. Sploh ne. Twitter ni enak resničnemu svetu. To vemo. Prav, in kar se tiče tega, kaj je dobro, v večini primerov je večina Američanov še vedno za Izrael. Ne glede na to, ali tako verjamete zaradi svoje vere, ali pa zato, ker razumete, da postaviti Ameriko na prvo mesto pomeni, da bi morali stati ob strani Izraelu, ki je v bistvu naša prva obrambna linija v regiji. Torej, to je pozitivno. Kar se tiče tega, kaj je Kufi uspela narediti, bom govorila o enem konkretnem primeru. Po 7. oktobru je bila pomlad 2024 in Izrael je bil takrat že 6 mesecev v vojni ter ni prejel nobene nujne vojaške pomoči, čeprav jo je nujno potreboval. In seveda, tukaj večinoma govorimo o obrambnih sistemih. Veste, če želite imeti pogovor o tem, da nekomu ne daste naboja ali orožja, je to drugačen pogovor. Če želite imeti pogovor o tem, da svojemu prijatelju odvzamete ščit, je to povsem druga stvar. In Kufi je v 6 dneh mobiliziral več kot 300 svojih članov, da so prileteli v Washington DC iz vseh zveznih držav Amerike, vključno z Aljasko in Havaji. Ti ljudje so dobesedno preživeli več časa na letalu kot v Washingtonu. V nedeljo zvečer smo se srečali z novo izvoljenim predsednikom predstavniškega doma, Mikeom Johnsonom. V ponedeljek smo se srečali z več kot 90% članov predstavniškega doma, ki so bili pripravljeni na sestanek z nami, da bi se pogovorili o nujnosti, da to izpeljemo. In že v sredo tistega tedna je zakonodaja, ki je že bila sprejeta v Senatu, brez dvoma in z veliko podporo prestala tudi predstavniški dom. Približno 14 milijard dolarjev nujne vojaške pomoči pa je bilo poslanih v Izrael. Ko svetopismo pravi: blagoslovil bom tiste, ki te blagoslavljajo. Ko svetopismo pravi, da so nam Judje, ne Judom, dali duhovne blagoslove s tem, da so nam dali očake, svetopismo, Marijo, Jezusa in Jožefa. Zato moramo mi, pogani, blagoslavljati Jude z materialnimi in konkretnimi stvarmi. In ljudje vprašajo, kaj to pomeni? To je odličen primer, kako uresničujemo svojo vero s tem, da mobiliziramo naše ljudi, da naredimo vse, kar lahko, da zagotovimo, da naša država ne dopušča nobenega razkoraka med Ameriko in Izraelom. Rad bi vas vprašal, izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja so kritizirali in ne bom vas prosil, da komentirate, čeprav ste seveda vabljeni, če želite. Ampak širša poanta je, da je iskal podporo krščanske skupnosti na račun krepitve odnosov z ameriškimi Judi. Da pogosto pride sem v ZDA na obisk, se srečuje s krščanskimi organizacijami, judovskimi organizacijami, pa komaj da nameni kaj časa. Vem, da je Kufi vsaj na večjih dogodkih prijazen do judovskih voditeljev, ampak na vsakodnevni ravni, na makro ravni. Kakšen je odnos med organizacijo Kufi in ameriškimi judovskimi organizacijami? In ali obstaja tam napetost zaradi zaznanega favoriziranja strani izraelske vlade? Začela bom na koncu in se pomikala nazaj. Ne. In veste, pastor Hagee je leta 1948 sedel za svojo mizo in poslušal radio, ko se je rodila država Izrael. In njegova mati ga je pogledala in rekla: to je najbolj biblijsko pomemben dan v zgodovini sveta. Mislim, da se Benjamin Netanjahu in pastor Hagee takrat še nista srečala. Torej, reči, da bi politik lahko pridobil naklonjenost cele denominacije brez kakršnega koli nespoštovanja do trenutnega predsednika vlade, mislim, da je to pretiravanje. To je nekaj, kar je bilo v temelje naše vere tvano že generacije nazaj. A, B. Kristjani združeni za Izrael so bili uradno ustanovljeni leta 2006, vendar je pastor John Hagee začel večer v čast Izraelu že leta 1981. In to je bilo kmalu po njegovem prvem obisku Izraela, ko je rekel: bojujemo se že tisočletja. Kaj lahko storim, da združim kristjane in Jude? Večeri v čast Izraelu so rodile organizacijo Kristjani združeni za Izrael. Nič od tega se ne bi zgodilo, če ne bi bilo odnosa in prijateljstva pastorja Hageeja z rabinom Ariehom Scheinbergom. Naj bo njegov spomin blagoslovljen.
In rabin Scheinberg je stavkom spremenil potek krščansko-judovskega odnosa in rekel: "Vemo, kaj storiti z našimi sovražniki, toda kaj, če je ta človek prijatelj?" Ta stavek, kaj če je ta človek prijatelj, je rdeča nit skozi izvorno zgodbo kristjanov združenih za Izrael in njihovo trenutno delovanje. Naši judovski bratje in sestre, stojimo z ramo ob rami z njimi, ne zato, ker se strinjamo o vsem, ampak zato, ker se strinjamo o eni stvari. In ponosno lahko rečemo, da imamo na letošnjem vrhu kristjanov združenih za Izrael več ljudi, na stotine ljudi, ki prihajajo iz judovske skupnosti iz vseh koncev Združenih držav Amerike in države Izrael. Ker zdaj, še posebej v svetu po 7. oktobru, vedo, kako izgleda pravo prijateljstvo. In ko postane za Izrael in judovsko skupnost tukaj doma težko, se obrnejo na kafi in vidijo, da smo neomajni v naši podpori. In več kot to, še okrepimo svojo podporo. Naše prijateljstvo z lokalno judovsko skupnostjo in z judovsko skupnostjo na splošno še nikoli ni bilo močnejše. Glede tega, kar zadeva judovsko-krščanske odnose, veleposlanik Mike Huckabee, ameriški veleposlanik v Izraelu, mislim, pravi zagrizeni cionist. Tudi on je včasih javno kritiziral izraelsko vlado v določenih primerih, ko so bili kristjani napadeni v Izraelu, in v drugih primerih, ki so videti kot diskriminacija. Tako je tudi v teh primerih pozval izraelsko vlado na odgovornost. Ali ste ugotovili, da so izraelski uradniki ustrezno reagirali, ko so se ti incidenti zgodili? Mislim, da nobena država ni popolna. Prav tako menim, da je dovoljeno podajati opažanja in kritike, tudi prijateljem. Kdor pravi, da je kritiziranje Izraela antisemitizem, pretirava, in to ni res. Vsak Izraelec ima zlato olimpijsko medaljo v kritiziranju svoje vlade. Če si resnična prijatelj z nekom, potem lahko poveš, kaj je prav in kaj narobe. In to je naredil veleposlanik Mike Huckabee. Kot Američanka moram reči, da ni moja naloga, da Izraelu govorim, kaj naj naredi. Veleposlanik Huckabee je v edinstveni vlogi, kjer je njegova naloga, da posreduje sporočila iz naše države in našim prijateljem, državi Izrael. Moja naloga kot Američanka je zagotoviti, da moja država ne naredi ničesar, kar bi ustvarilo razdor med Združenimi državami Amerike in državo Izrael. Izrael je demokracija. Izrael ima poštene in svobodne volitve in karkoli Izrael in njegovi volivci odločijo glede tega, kdo sedi v Knesetu, je njihova odločitev. Ampak tukaj bomo ostali, ne glede na to, kdo je na oblasti. Rad bi se vrnil k vašemu specifičnemu oddelku KUFI-ja, Action Fundu, ter zakonodajnim zadevam in prizadevanjem. To je trenutno negotov čas, še posebej, ko začenjamo opažati, da je izvoljenih več progresivnih demokratov kot nekaterih republikancev. Ni jih veliko, ampak dovolj, da lahko prevesijo nekatere glasove v tesni večini stran od Izraela. Kako trenutno hodite po tej tanki črti, ko se približujete predstavniškemu domu, ko se približujete senatu, da bi skušali spraviti to zakonodajo skozi, da bi skušali spremeniti mnenja, morda celo srca? Zdaj vam ni lahko. Kako se lotevate te vloge? Mislim, da je ena stvar, ki KAFI razlikuje od drugih, naša volilna baza in njihova pripravljenost, da se mobilizirajo v podporo tej zadevi. In če ne morem spremeniti vašega srca in misli, je to v redu. Ampak moram biti sposobna spremeniti vaš glas. In če ne morem spremeniti vašega glasu, je verjetno v vašem okrožju precej članov KAFI, ki bodo spremenili svojega glede vaše ponovne izvolitve. In tako pač deluje ameriški sistem. In to je nekaj lepega. Temu pravimo demokracija v praksi. Ampak si resnično prizadevamo ustvariti določeno odgovornost naših voditeljev v svetu po covidu. Mislim, da ljudje niso več vajeni pogosto videti drug drugega v živo. Mislim, da dejstvo, da volivci še vedno dovolj skrbijo, da pridejo na Kapitol, ne zato, da bi govorili o resolucijah ali prijetnih stvareh, ampak da rečejo, hej, pogovorimo se o Anari. Pogovorimo se o memorandumu o soglasju in o vsem, kar imate v načrtu. Dvignimo se in bodimo slišani. Če nas je leta 2015 razburil JCPOA, potem bomo poskrbeli, da se boste vi, ne glede na to, ali ste republikanec ali demokrat, odločno uveljavili. In poskrbite, da se bodo zakoni, zlasti INRA, spoštovali. In da bo vse, kar prihaja, šlo skozi kongresno odobritev.
Pogovorimo se o Turčiji, pogovorimo se o letalih F-35. Pogovorimo se o regionalnih partnerjih, kot so Grčija, Egipt in druge ciprske države, ki so bile dolgo prezrte, zdaj pa so strateško pomembne, še posebej odkar je bil Hormuški preliv zaprt. Moramo pogledati druge plovne poti v teh regijah. Pogovorimo se o nadaljnjem ameriškem in izraelskem varnostnem sodelovanju. Opravimo s to zmotno predstavo, da je Izrael nekakšna država, ki živi od vojaške pomoči. Saj v resnici Izrael uporablja svoje vojake za preizkušanje našega orožja, da jih izdelamo in izpopolnimo, nato pa to tehnologijo delijo z nami. Brez da bi morali poslati enega samega našega vojaka in brez da bi prelili eno samo kapljo ameriške krvi. Amerika nikoli ni porabila denarja za Izrael. Amerika samo vlaga denar v Izrael. Naša naloga je torej, da vedno nastopamo z resnico, vedno z dejstvi. In če boste na to gledali drugače, vam bomo dali priložnost, da nam razložite, zakaj je tako. In če vam ne moremo spremeniti mnenja, bomo glasovali drugače. Veš, zanimivo je, da to praviš. Ves čas govorim, še posebej med vojno, o tem dvojnem sistemu, po katerem deluje predsednik Trump, ko gre za zunanje zadeve. In deluje po tej diplomatski poti. Pogovorimo se, ohranimo odprte kanale za pogovor in hkrati delujemo tudi po vojaški poti. Če diplomacija ne uspe, vas to čaka. In nikoli ne odstopi od enega in gre za drugega. Oba potekata vzporedno. Zdi se, da govoriš o podobnem sistemu pri delu za zakonodajalci. Ohranimo odprte kanale komunikacije, poskusimo najti rešitev. Če tega ne storite, če tega ne storimo, vas tam nekaj čaka. Je to natančen opis? Mislim, ni mišljeno, da bi zvenelo, to vsekakor ni grožnja, ampak to je realnost, tako pač je. Ker so ti volivci glasovali za vas, vi naj bi odražali voljo ljudi. Če ne odražate volje svojih volivcev, bodo volivci spremenili svoje mnenje o vas. In to ne bi smelo biti niti novica, niti kaj spornega. In mislim, da je to zelo pomembno v vsakem odnosu, kot smo videli pri predsedniku Trumpu. Veste, ljudje so zelo razburjeni zaradi memoranduma o soglasju in tega, kar prihaja. Ne bom razburjena, dokler ne bomo videli, da vsa ta vojaška oprema zapusti regijo. Trenutno so še vedno tam, s pripravljenim orožjem, zato bom počakala, da se stvari razpletejo. Podobno morate ustvariti enako odgovornost tudi pri svojih izvoljenih predstavnikih. Tako je bilo vzpostavljeno pred 250 leti. Takrat je delovalo, deluje tudi zdaj. In še vedno se sestajajo s člani KAFI, ker vedo, da so to vprašanja, ki so nam zelo pomembna. In ne glede na to, ali se z nami strinjate ali ne, mislim, da je pomembno ustvariti priložnost za pogovor. Ljudje danes ne znajo več voditi pogovorov. Zahtevajo soglasje o vsaki posamezni točki, preden lahko napredujemo pri enem vprašanju. Če bi se naučili združiti, tako kot so se naučili združiti sovražniki Amerike in Izraela, bi bili nepremadljivi. Mislite, da imata CARE in Code Pink kaj skupnega? Nič. Le njihovo strupeno sovraštvo do države Izrael, zato so pripravljeni stopiti skupaj. Podobno bi morali vsi razumno misleči Američani, ki cenijo ameriško varnost, ki cenijo naš odnos z državo Izrael, ki se strinjajo, da je Iran slab za regijo, bi morali biti sposobni stopiti skupaj glede teh vprašanj, se združiti in ustvariti resnične spremembe. Kar se tiče samega KAFI-ja, ali opažate rast članstva? In ko izpostavite idejo, da obstaja neomajna predanost Izraelu strani te organizacije, ali slišite kakšno tiho nezadovoljstvo med člani? Da hej, nas to skrbi, nas to vznemirja, da je treba tudi tukaj nekaj spremeniti. Ali pa dejansko opažate to enotno predanost Izraelu znotraj organizacije? Pri Crikristijanih združenih za Izrael opažamo rast, še posebej med našimi mladimi. Mislim, da so po covidu ljudje, še posebej mladi, ki jim je bilo med pandemijo toliko odvzeto, pripravljeni sodelovati, pripravljeni ukrepati, pripravljeni biti aktivni. Mislim, da še posebej po 7. oktobru, ko so videli ves odpor proti državi Izrael, zdaj razumejo, kaj je na kocki. Vidimo samo nadaljnjo rast, prav tako vidimo samo nadaljnje navdušenje. Vsaka stvar, ki se zgodi in se je zgodila z državo Izrael, je bila napovedana.
Izrael je čudež, Izrael je izbran, njegovo ljudstvo je izbrano. Judje si tega niso izbrali sami. Vsemogočni Bog jim je to izbral, da bi svetu pokazal, kakšen čudežen Bog je. Tako vemo, da ima Bog vse pod nadzorom, da bo vse v redu. In pri Kristjanih združenih za Izrael ostajamo popolnoma zavezani boju proti antisemitizmu v vseh njegovih oblikah, kjerkoli ga najdemo. V skupnostih, cerkvah, na fakultetah ali v kongresu. In veselimo se, da bomo to storili v Washingtonu DC julija letos. Sandra Hagi Parker, predsednica Christians United for Israel Action Fund, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam pridružili tukaj. Vsekakor se bomo videli po mestu in tudi v hodnikih kongresa. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in se nam pridružili. Hvala, da ste me povabili. To je vse za današnji program. Vabimo vas, da se nam ponovno pridružite prihodnji teden tukaj iz Washingtona, da dobite American View.